Ne moreva se povsem izogniti razmeram, v katerih se trenutno nahajamo. Kako vi ocenjujete delo vlade v teh kriznih časih? Se je na krizo dobro odzvala? Nekateri gospodarskemu ministru in kar celotni vladi napovedujejo interpelacijo. No, če vzamem kot izhodišče dejstvo, da niti gospod Kučan ni tokrat v intervjuju zašimfal Janeza Janše in njegove vlade, potem lahko rečemo, da vlada najbrž odlično opravlja to svoje delo v tem mesecu. Ne samo to, jaz še nisem doživel, pa ne vem, če se je v kateri drugi državi že to zgodilo, da bi se pod Skype povezali veleposlaniki tujih držav in se zahvalili slovenski vladi, slovenskemu zdravstvu in vsem, ki skrbijo tudi za njih in za njihove družine v Sloveniji, da so tako odlično opravili in opravljajo svojo nalogo. Seveda, to ni prišlo na prve strani slovenskih medijev, ampak na prve strani slovenskih medijev pridejo zmeraj skonstruirane afere. Na žalost pa seveda del slovenskega prebivalstva tudi na te afere pade. In tudi ta zadnja, ki je naperjena zoper ministra Počivalška, so skonstruirane in so konstrukti, ki pa so zahtevali seveda potem mukotrpno dokazovanje, kaj vse ni res, kar se je v neki oddaji ali pa v nekem takem aferaškem konstruktu predstavljalo. Lahko je narediti afero, lahko je ljudi obsoditi in jim nalepiti etikete na njihove osebnosti, težko se pa tega oprati. In jaz sem skoraj trdno prepričan, da tudi ta zadnja zgodba, vse če pomislim, kdo so bili njeni protagonisti, je čist navaden konstrukt, pri katerem seveda nišče od teh novinarjev, ki so te stvari vrgli v slovenski eter preko nacionalne televizije, ni to postavil v širši kontekst, v katerem je vlada delala in v kakšnem se je nahajal celotni svet. Jasno je, da ko so vsi naenkrat začeli kupovati vsa sredstva, ki jih potrebujejo za to, da se koronavirus skuša omejiti, da je nastala tu tako rekoč najbolj brutalna oblika divjega kapitalizma, kdo prej pride in več plača, več dobi in tako naprej. To si lahko predstavljamo. Zdaj, da se je v takem kontekstu morda zgodila tudi kakšna napaka oziroma je kdo tudi kaj pogrešil in tako naprej, potem ne dvomim, vedno lahko nekdo tudi kaj pogreši, da pa bi se nekdo namerno v Sloveniji od slovenskih politikov, najmanj pa minister Počivalšek, okoriščali na ta račun, sem pa trdno prepričan, da je čista laž in čisti konstrukt. Zato, ker koliko lahko spremljamo in tudi koliko sam spremljam, vem, da so ti ljudje v zadnjem mesecu vsi delali tako rekoč od jutra do večera in so se potrudili in res potrudili za to, da se nam koronavirus ni spremenil v neko zgodbo ala Bergamo in pa Madrid in podobne stvari, ko so se zgodile na svetu, ampak da so pravi čas z pravimi ukrepi stvari vzeli v svoje roke in zajezili. Korona problematika se nadaljuje in to zelo resno na področju gospodarstva in delati zdaj politični pretres je čista bedarija in neumnost in samomor za neko družbo. Vlada, ki je v enem mesecu odreagirala na izjemno dober način in tudi v korist velike večine državljanov, kar tudi državljani po javnomnenjskih anketah priznavajo, ta vlada mora seveda stvar speljati tudi še naprej, zato da se bo ta zakonodaja, ki je bila sprejeta in ki jo ta vlada pripravila, lahko implementirala in da bomo lahko nekako čim bolj mirno prešli zopet v koliko toliko normalne okoliščine našega vsakdana, tudi politiki. Zdelo se mi je prav zanimivo, sem v neki oddaji tudi slišal, pa ne bom zdaj imenoval, nekoga, ki je rekel, da bi si želel, da bi o korona zgodbi govorili več strokovnjaki, zdravniki. Kaj v tem času svetujete staršem in njihovim otrokom?
Ja, da starši razumejo potrebo po nošenju mask. Samo en primer bom povedala. Hrčke so natlačili v kletko, pol jih je imelo masko, pol pa ne. Med maskami, no tistimi, ki so imeli maske, se jih je okužilo manj kot 1/4, hrčki brez mask pa so se okužili v več kot 3/4. In tisto, kar je še bistveno pri tem, tisti hrčki, ki so nosili maske in so zboleli mnogo manj hudo. In to velja tudi za ljudi. Maska ščiti, zračenje ščiti, razdalja ščiti in tudi na smučiščih, ki so zdaj polna občudovalcev belih strmin, je to potrebno razumeti. Ko se gre v vrsto, ko se čaka, ko se je z drugimi ljudmi, je potrebno natakniti si masko. Ko za božjo voljo od vsega začetka imamo na ekranih zdravnike in specialiste, imunologe in ne vem koga vse, pa še kljub temu ni bilo dovolj, da bi govorili o teh stvarih, se pravi strani stroke. Stroka je bila, mislim, da maksimalno vključena v dogajanje in še vedno vključena v dogajanje in najbrž mnogi gre ravno to na živce, da je tej vladi uspelo vključiti ekonomsko stroko v pripravo zakonodaje in pa zdravniško stroko v boj proti koronavirusu. Je portala Necenzurirano v ozadju sprejemanja vladnih ukrepov. Zapisniki 47. seje strokovne skupine razkrivajo prepozno ukrepanje vlade pred drugim valom epidemije. Prav tako strokovna skupina ni razpravljala o popolnem zaprtju javnega življenja takoj po božiču, pač pa šele po 4. januarju. Maja Kos. Je vlada prisluhnila stroki ali ne? 13-krat se je od konca septembra do konca novembra sestala strokovna skupina za COVID-19 Bojane Bijović, ki je opozarjala na to, da so karantenske odločbe prihajale prepozno. Mnogi so jih prejeli šele po izteku karantene, razkriva portal necenzurirano.si. In naprej, skupina je bila kritična do aplikacije, češ da ni funkcionalna. Tu so še pomisleki o komunikaciji z javnostjo. Preslišan predlog skupine pa na informiranje ne sloni več pretežno na vladnih tiskovnih konferencah. Zaradi neupoštevanja njegovih številnih predlogov se je iz skupine že poslovil prvi epidemiolog v državi Mario Fafangel. Ta je na vprašljivost nekaterih vladnih ukrepov opozarjal že nekaj časa. Zapisniki 47 sej strokovne skupine za COVID-19 pa razkrivajo ozadje sprejemanja ukrepov. Med drugim je vlada zamujala s pripravo na drugi val epidemije in ukrepanja. Strokovna skupina je vladi zaman predlagala, naj zaprosi za mednarodno pomoč. Člani skupine so imeli tudi različna mnenja o odpiranju šol. Del skupine je namreč konec novembra predlagal odprtje šol s 7. decembrom za prvo triado. In potem, ko je zdravstveni minister že napovedal reformacijo skupine, zaenkrat še aktualna vodja pa zanika prerekanje v ozadju. Nič posebnega. Niste v sporu? Ne. Ostaja vprašanje, zakaj je vlada zapirala celotne regije, če je skupina predlagala le zapiranje posameznih občin. Vlada prav tako ni upoštevala predlogov za povečanje števila dnevnih PCR testov na 10 000. Preslišanja ostal tudi predlog uvedbe obveznega testiranja za vse zaposlene v domovih za starejše, ki so nato postali glavna žarišča okužb in smrti. Vlada je zaradi zajezitve širjenja koronavirusne bolezni sprejela odlok, ki posega v nekatere človekove pravice do zbiranja in združevanja ter prehajanja med občinami. V javnosti se pojavljajo kritike takšnih ukrepov. Na Ustavno sodišče je vloženih že več kot 50 pobud za oceno ustavnosti tega odloka. Je v ozadju teh prizivov skrb za človekove pravice, so po vašem mnenju te kritike upravičene? Tile, ki so vlagali pritožbe na Ustavno sodišče, so po mojem ti biciklisti, ki se vozijo po Ljubljani. Tako kot so tam anonimni, so anonimni tudi na Ustavnem sodišču. Da gre tu v prvi vrsti za to, da s temi ukrepi seveda zavarujemo ljudi pred eventualnimi okužbami in da to seveda pomeni določeno omejevanje našega gibanja in naših svoboščin zaradi tega, da ohranimo čim več življenj. Svobode nimamo, če ne živimo. Tisti, ki ne živi več, ni svoboden, ne? Razen
kristjani verjamemo, da bomo po smrti bolj svobodni, kako smo pa v tem življenju. Ampak, če gledamo znotraj družbenega konteksta, ne, dokler živimo, imamo lahko tudi svobodo. Breaking free.